Kdaj, da sem prišel med kartuzijance? Od tega je pa že mnogo let. Bilo je to leta 1923, pa že tedaj sem bil star 43 let. Zdaj pa nosim 9. križ. 11 let sem bil pater, nato so me imenovali za priorja. To dolžnost sem opravljal 33 let. No, prej, preden sem prišel v Pleterje, sem seveda študiral. V Rimu sem doktoriral iz teologije in filozofije, bil katehet v Zagrebu in v prvi svetovni vojni kurat. Ja, tale na konju sem jaz. Bili so to težki časi, ki so pretresli dušo in telo. Takrat me je obšlo grenko spoznanje, kako se zemlja spreminja v morišče, na katerem ljudje uničujemo drug drugega. Morda sem se tudi zaradi tega umaknil v to samoto, v samostan najstrožjega reda, v tišino, ki je tu prvi zakon, v celico, kjer se prepuščaš razmišljanju in študiju. Molk je čudežni lek ranjeni duši. Ne verjamete? Pa je tako. Patri, ves teden ne govorimo z nikomer, razen če to ni nujno potrebno. Tudi jemo vsak zase. Samo enkrat na teden se na skupnem sprehodu pogovorimo med seboj, sicer pa nam služi dar govora za skupno molitev. Takšno strogo življenje spodbuja človeka k zbranosti in bogati njegovo notranje življenje. Tudi telesno delo prispeva k temu. Vsi smo se namreč izučili kakšne obrti. Jaz sem v mlajših letih mizaril. Biblija pravi, da smo kartuzijanci izbrali tu zemskega življenja boljši del. Samoto, molk in obvladovanje samega sebe. Življenje tu teče po redovnih pravilih iz srednjega veka. Čas je razdeljen na delo, študij, molitev, tudi pa noči. Nenavadno se vam zdi, da se vsako noč zberemo v cerkvi in molimo od polnoči do 2? Da, vsako noč. To je trdo, a očiščujoče. Morda tak način življenja res ni primeren za vsakogar, to drži. Toda za nas bi lahko rekli, da pridemo, molimo in umremo. Tudi pokopani smo na našem samostanskem pokopališču. Na križih, kot vidite, ni imen, saj ta po smrti niso važna. Zadnja vojna, če je šla mimo našega samostana, ne, ni šla. Saj vojna ne spoštuje ničesar, ne svetega, ne posvetnega. Saj poznate doktrino totalne vojne, kaj ne? Res pa je, da vsak nasprotnik ni enak. Partizani so iskali pri nas pomoči in so jo dobili. Dajali smo jim, kar smo mogli, pa tudi skrivali smo jih, zlasti ranjence. Marsikoga pa je sovražnikova krogla zadela prav v bližini samostana. Kot prior sem moral samostanske stvari urejati tudi izven kartuzije v stiku s civilno oblastjo. Ob neki takšni priložnosti sem bil v začetku vojne v Novem mestu. Videl sem, kako fašisti ženejo 8 naših ljudi. Bili so vklenjeni. Mar ni bil že tak pogled dovolj, da veš, kje je tvoje mesto? Tedaj sem si rekel, dokler bom živ, kartuzija Pleterje ne bo šla nikdar z okupatorjem, marveč bo vedno podpirala in sodelovala s tistimi, ki se bodo borili proti njemu.
Med zadnjo vojno sem doživel marsikatero preizkušnjo. Toda o tem ne bi rad govoril. Cerkvena oblast je imela svoje nazore, mi pa smo ravnali po svoji vesti. Mi namreč nismo podrejeni škofu. Naš predstojnik je velika kartuzija, La Grande Chartreuse v Franciji. Sprašujete, ali je imela ta naša odločitev kakšne posledice za nas? O, seveda, pa še hude. Samostanskih ruševin iz vojnih dni še nismo utegnili v celoti odstraniti in popraviti. Pogled nanje nam narava sama zakrije s cvetjem vsako pomlad. A vsaka jesen nam jih znova odkrije kot boleče rane. Sicer pa moja osebna usoda pri tem ni važna. Partizanom smo še naprej pomagali. Toda okupator se je menjal, bili smo še pod strožjo kontrolo kot prej. Seveda so me zaprli. Gnali so me iz zapora v zapor. Povsod so me zasliševali in po 2 mesecih so me na intervencijo Vatikana spustili in konfinirali v Italiji. Zatekel sem se v kartuzijo Vedana pri Belunu, kjer sem preživel 1,5 leta v izgnanstvu. Pravite, da ste slišali, da sem komaj ušel smrtni obsodbi? Nekaj je res moralo biti na tem. Ko sem pozneje prosil za pomilostitev, je nemški general Rösener odločno odklonil prošnjo za vrnitev v domovino z utemeljitvijo, da so bila dejanja priorja doktorja Leopolda v korist partizanov takšna in izvršena v tolikšnem obsegu, da ga je smrtne kazni rešilo samo njegovo visoko cerkveno dostojanstvo. No, pa pustimo to. Spomladi leta 1945 sem s propustnico italijanskih partizanov poromal proti domovini. Konec vojne sem doživel v Gorici. Spominjam se, da je v goriški stolnici med zahvalno mašo za zmago in mir oficir jugoslovanske armade ob važnejših trenutkih obreda številnim prisotnim partizanom poveljeval mirno. Mir. Vračal sem se v svoj in naš mir. Z avtom Slovenske ljudske vlade sem se pripeljal iz Ljubljane v Pleterje. Veliki zvon naše cerkve Svete Trojice je oznanil, da se začenja novo, svobodno življenje. Sedaj sem zopet v svoji celici. Na preteklost spominjala muzejska soba z nekaj eksponati in pa knjiga, ki sem jo poleg drugih napisal o teh dogodkih. Jaz pa sem se vrnil v tišino, ki jo tako ljubim. V našo knjižnico, ki tudi sodi med svetišča človeškega duha. In preostanek mojega življenja teče zopet med razmišljanjem, študijem in molitvijo.